Lepo pozdravljeni na Teološki fakulteti pri naši oddaji Aktualni dogodki. Danes bomo govorili o miklavževanju. Kristjani se po svetu na predvečer gore svetega Nikolaja obdarujemo. Ta navada je posebej značilna za slovanske dežele in če sedaj močno navzoča tudi v naši domovini, Sloveniji in povsod, kjer so navzoči Slovenci. Praznovanje svetega Nikolaja oziroma svetega Miklavža poteka v različnih krajih in skupnostih na različne načine. Na primer, obdarovanje in obisk svetega Miklavža je pogosto pospremi dramska igra ali kakšna prireditev. Več o različnih načinih praznovanja, o sami pripravi na praznovanje svetega Miklavža ter o pomenu takega praznovanja bomo spregovorili z našimi današnjimi gosti. Lepo pozdravljeni vsi, prosim predstavite se. Lepo pozdravljeni, jaz sem Matija Golob in sem bogoslovec v 5. letniku in prihajam iz župnije Šmartno pri Litiji. Mir in dobro, jaz sem brat Jožef Mezek, kapucin, rodno prihajam iz Logatca, sicer pa sem del ljubljanskega samostana v Štepani vasi in obiskujem 5. letnik Teološke fakultete. Živijo, sem brat Domen Rabak, obiskujem 5. letnik Teološke, doma sem iz okolice Kopra, tudi jaz pa živim v samostanu tu v Ljubljani. Matija, omenil si, da si bogoslovec. Kako izgleda miklavževanje v semenišču? V bogoslovnem semenišču v Ljubljani vsako leto praznujemo svetega Miklavža, ponavadi že na predvečer ali dva prej. In sicer to poteka tako, da imamo nek tak večerni dogodek, pripravijo ga bogoslovci, ne vsi, neka skupina bogoslovcev, ki se usede skupaj, predebatirajo, kako bi to izpeljali. Predvsem je lepo, če pogledajo preteklo leto in iz njega izluščijo kakšne take lepe, zabavne prigode in jih prikažejo mogoče še malo drugačni luči. Predvsem je namen, da se takrat na tisti večer iz srca nasmejimo. Včasih se pohecamo tudi iz nas samih bogoslovcev, predvsem pa si tisti večer privoščimo našega vodstva. Tisti večer tudi temu bolj rezerviran, da se lahko iz njih malo pohecamo. No, na koncu nas pa vedno obišče tudi sveti Miklavž in vsakemu prinese neko malenkost, neko pozornost. In tukaj se še ne konča. Potem na dan svetega Miklavža nas ponavadi v različnih prostorih še kaj čaka, za vsakega kakšna malenkost. Tako da se tega dne bogoslovci vsi zelo radi spominjamo in se ga veselimo. Jožef, omenil si župnijo Štepanja vas, kako pa tam izgleda miklavževanje? Ja, torej v župniji Ljubljana Štepanja vas smo bratje kapucini in tam je velika mladinska skupina, kjer so mladi fantje in punce, ki so tudi po večini vsi animatorji. Oni pripravljajo tako poletni kot zimski Miklavžev oratorij. Miklavžev oratorij pa izgleda tako. Zjutraj se otroci in animatorji zberejo, približno ob 8. zjutraj. Sledi zapis, popis otrok in pa opis delavnice. Še pred tem imajo otroci igro in pa organizirane banse, medtem pa eden izmed nas bratov pripravi molitev za animatorje. Takoj zatem je zbiranje v župnijskem domu, kjer si ogledamo risanko ali film, kar je tudi osrednja tema, letos bo to Marcelino, kruh in vino. Zatem pa sledijo delavnice. Kot zanimivost, ena od letošnjih delavnic bo peka evharističnega kruha. Sledi kosilo, katerega skuhajo sami animatorji, popoldan pa mala igra in pa nato miklavževanje v cerkvi, igrica, ki jo ponovno pripravijo animatorji, ter obisk svetega Miklavža in razdelitev daril. Domen, nam lahko poveš, kako je pa izgledalo miklavževanje v tvojih dijaških dnevih? Obiskoval sem škofijsko gimnazijo v Vipavi, kjer sem stanoval tudi v dijaškem domu. Dogajanje okoli svetega Miklavža je potekalo tako v dijaškem domu kot na gimnaziji. V gimnaziji smo se obdarovali v razredu, smo se izžrebali, kdo bo komu sveti Miklavž. V dijaškem domu smo pa tudi bili drug drugemu sveti Miklavž. Na predvečer svetega Miklavža smo lahko obdarovali ne samo fantje,
med sabo se v našem fantovskem delu, ampak smo lahko darilce odnesli tudi dekletom na njihov del in dekleta tudi na naš del. To je bilo posebej zanimivo, ker smo se pripravljali na to, oblikovali darilca, posebej nas posvetili in tako naprej. Na sami škofijski gimnaziji pa je potekalo miklavževanje s posebnim dogodkom, dramsko igro, ki smo jo pripravljali dijaki 4. letnika. Že precej časa prej smo se pripravili, da smo oblikovali igro, ki je predstavljala naš pogled na življenje na gimnaziji, tako komičen kot včasih bolj resen, ampak vse je oblikovalo tako prijetno vzdušje. Prišlo je veliko naših staršev, sorodnikov, prijateljev in na koncu seveda pride tudi sveti Miklavž. Preden da zaključimo, a imate še kakšne sklepne misli za naše študente? Iz svojega lastnega izkustva praznovanja svetega Miklavža, tako v družinskem okolju kot v semenišču, se mi zdi, da je miklavževanje res lepa priložnost za utrjevanje medsebojnih odnosov in skupnosti. Bi pa vse povabil, da ne bi nasedli potrošništvu v družbi in bi se predvsem zavedali, da smo darilo drug drugemu. Kjer dobrota je, tam je tudi ljubezen. Tako kot nam zgled svetega Miklavža, svetega Nikolaja daje videti in vedeti, da so pomembne tiste majhne geste ljubezni, obdarovanja. Naj tudi mi spoznavamo ob teh gestah, da je ljubezen, obdarovanje tisto, kar nas lahko vodi do Gospoda, do Boga. Sveti Frančišek Asiški se je močno zavedal, da smo ogromno prejeli od Boga, od naših bratov in sester. Zato mislim, da je miklavževanje lepa priložnost, da lahko začnemo to tudi vračati drugim in se zahvaljevati, podarjati s svojim življenjem. Jaz se vam vsem lepo zahvaljujem, da ste bili danes z nami. Torej, vidimo, da je miklavževanje zelo raznolik praznik, kjer se ne samo obdarujemo, ampak je tudi čas veselja in druženja z našimi bližnjimi. Hvala, da ste bili danes z nami in nasvidenje.